Po Sloveniji pa te dni odmeva še nenavaden dogodek. 17-letna dijakinja se je na avtobusu zapletla v verbalni spopad z voznikom. A to je to, ali kaj? A se ni to ta teden zgodil vsaj ne 100-krat? A ja, ne. Omenjeni verbalni spopad se je zgodil, ker ni želela nositi maske. Dobro, tudi to se je samo danes na vsaki troli zgodil vsaj 10-krat. Zakaj je to odmevno? Šofer pokliče nadrejene tipa policijo. Na posnetku, ki je zaokrožil po spletu, gledamo vklenjeno mladoletnico, ki mirno sedi na postaji. O posnetku pa njene besede: na silo so me zvlekli z avtobusa, vrgli na tla in vklenili zaradi maske. Začela je kričati in jokati. Trdi še, da je policist na njej klečal. Novica je odmevna, ker je bila punca morda vklenjena zaradi nenošenja maske, ker je policija morda prekršila svoje pooblastila in ker morda postajamo policijska država. Razumem, na policiji se branijo. 17-letna dijakinja iz Celja na Vranskem ni bila vklenjena zaradi neuporabe maske, pač pa zato, ker policistom ni želela povedati imena in priimka. Punca ni želela povedati svojega imena. Pa kaj je to kaj takšnega? To se zgodi tudi najboljšim. Če bi aretirali vsako, ki meni ni dala imena, bi bili zapori zvrhano polni. Je pa res, da moje ženske navadno masko nosijo. Če pa že ne one, pa vsaj jaz. Preveč informacij, pustimo to. Policisti še vedno vztrajajo, da razlog za prvotno posredovanje na avtobusu ni bil to, da punca ni nosila maske, ampak informacija, da oseba, ki ne nosi maske, krši javni red in mir, ker se nedostojno vede. Torej se nesramno vede do voznika in do ostalih potnikov. Policija torej po besedah govorca ni posredovala, ker dijakinja ni nosila maske, pač pa, ker se je zaradi nenošenja maske nedostojno vedla do voznika in do ostalih potnikov. Kar se sliši kot dolg način, kako poveš, da so posredovali zaradi maske. Ampak dobro, nimamo nobenega razloga, da ne bi verjeli policiji. Razen tega, da spada pod resor ministra, ki smo mu lažno verjeli, da je nepreklicno odstopil. Morda policijsko posredovanje ni neizpodbitno upravičeno, je pa neizpodbitno, da punca ni pričakovala takšnega razpleta. Mladoletnica potrdi, da policiji ni želela izročiti osebnega dokumenta. Dejala je tudi, da so jo policisti opozorili, da bodo uporabili silo, a jo je šokiralo, ko so to tudi res storili. To se sliši kot slab naslov spletnega članka Slovenskih novic. Šokantno! Policija jo je opozorila. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo potem. Jaz že klikam. Tu se pač vidi razlika med današnjo permisivne vzgoje vajeno mladino in mladino v naših cajtih. Danes jih opozoriš, da jih boš zašamaril, pa ti ne verjamejo. Čas nisi verjel edino to, da so te najprej vsekali, šele pol pa razložili, zakaj. Počas tega ne prečevala policija, ampak šofer sam. Kakorkoli že, na dogodek so se na spletu že odzvali številni politiki. Marko Bandelli je tweetnil, da smo policijska država. Matjaž Nemec se je spraševal, če policija dela po diktatu Hojsa. Borut Pahor pa je objavil fotografijo pande. In seveda sebe. Oglasil pa se je tudi sam vladar Twitterja, ki je tako okrcal opozicijo. Odkrito spodbujanje k kršitvi pravil, ki varujejo javno zdravje in še posebej življenja ranljivih skupin, je skrajno zavržno. Splošno ogrožujoče. Politiki stranke SD in LMŠ s takim ravnanjem rušite napore zdravstva in vseh drugih ter se norčujete iz vladavine prava. Ja, gospod Janša meni, da se opozicija norčuje iz vladavine prava. In mi mu verjamemo na besedo. Ko to reče največji mojster norčevanja iz vladavine prava, poveš, da je res. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.